Cenjene gledalke in gledalci, ljubitelice in ljubitelji, spremljevalci in spremljevalke najnega Skokcasta, pozdravljeni v najni 6. oddaji. Lepo pozdravljeni. Za nami je še en zelo uspešen vikend za slovenske skoke. Rekli smo Viningen. Viningen, tako je. Viningen, ko so zmagali dvakrat, pa tudi kopica stopnička. Kar v redu, soliden izplen. Več kot solidni izplen, 2 zmagi, 2 tretji mesti. Tako. Težko bi si kaj več želeli. Ja. Jaz sem zelo vesel, da so na mešani tekmi zmagali. To je ena izmed najljubših disciplin pri skokih, mešana ekipna tekma. Pa še to me veseli, da so imele punce priložnost skakati na taki mini letalnici skoraj. To me je razveselilo. Ja, mislim, da se je mešana ekipna tekma spet pokazala za zadetek v polno. Ja. Res zelo atraktivna tekma, ne? Ja. 2 fanta, 2 punci. Tako. Pa še Slovenci so dobri v temo, ne? Še dobro, da je na programu olimpijskih iger, ne? Ja, ampak škoda, ker je na mali skakalnici. Ja. To je pa... Ampak okej, ena medalja bo vse tam, ne? Čeprav moram še reči, da bojo... zmagali so Slovenci, drugi, tretji so bili pa kdo? Vasti sem pozabil. Zmagali so Slovenci, drugi so bili Norvežani. Tretji pa Avstrijci? Tretji pa Avstrijci, Nemci so bili brez stopniča, ne? Ja, ampak jaz mislim, da bojo na olimpijskih igrah nevarni še Japonci. Ker skakali so, mislim, da brez Takanašija in Kobayašija. Mislim, da bojo Slovenci, Norvežani, Avstrijci in Japonci bili zelo se bojo med temi 4 podelili medalje na večni ekipi. S tem, da jaz pa mislim, da bojo Nemci nevarni tudi na tej tekmi. Se ne treba računati z Geigerjem, Eisenbichlerjem, tudi Seifertovo. Mogoče da če... Pa Althausova, ne? Tako da jaz mislim, da bo kar Peter oboje, ne? Proti Avstrijci bojo zdaj brez Kramerjeva, ne? Nažalost. Nesrečne Kramerjeve, ne? Pa gremo se najprej lotiti, če že prve ženske tekme posamične, ko je zmagala ravno Kramerjeva. Druga je bila Japonka. Ne, mislim, da je bila Althausova, je bila druga. Tako je, tretja pa Ema Klinec. Ja. V bistvu spet nobenega presenečenja prevelikega. Marita Kramer na vrhu, pa Slovenke nekje blizu. Prva tekma naš posebnega. S tem, da treba je omeniti, da Takanašijeve ni bilo, ne? Ja, tako Takanašijeve ni bilo, se je pripravljala na olimpijske igre. Drugače pa lepa tekma, ne? Dolgi skoki, je pa res, da se je mogoče videlo, da so bile razlike, ne? Pri puncah, pri fantih so kar velike razlike, recimo fantje, samo tisti res najslabši skačejo, ne vem, okoli 100 metrov, malo čez. Pri puncah je bilo pa kar veliko ponesrečenih skokov. Ampak se pa vidi, da se lovijo na tako veliki skakalnici, če je bile bolj vajene, takih skakalnic bilo drugače. Sigurno, tudi punce skačejo z veliko višjega naleta, ampak mislim, da bi Kramerjeva komod skakala na istem nivoju, kot recimo kakšen Sabro Žemomino, pa karkoli, pa kakšen finski egzot, lahko v tisti konkurenci komod skakala. Ampak v bistvu vse vidi, da niso vajene teh, ampak to vse pride s časom. Bojo že počasi. Če bi fanti spustil 18 naleta, tam bi po moje se polomili vsi. Pred to prvo tekmo je Yuki Ito na uradnem treningu skočil 154 metrov. Kar bi bil v bistvu rekord skakalnice, absolutno. Mislim, da ga drži, Klemes Moranka ga drži, 153,5. Ampak žal se ne šteje, ne? Ja, mislim, da se ne šteje. Po moji logiki se ne šteje to, ne? Mislim, koliko res razumem, da se uradni treningi ne štejejo, se rekord ne šteje, se štejejo samo kvalifikacije in pa tekma. Je pa zato potem na drugi tekmi pa naša Nika Križnar. Na drugi pa samo še tekmi prvih letih, ko šla 57 metrov. Kar mislim, da je mogel biti celo uradni svetovni rekord pri ženskah. Ja, to so se pogovarjali, ne? Vemo, da je Iraška Štolceva preskočila 200 metrov. Ampak ne vemo, takrat ni bilo svetovnega pokala, ne bi celinski pokal, ne vem,
kaj je bilo tisto. To bi se da ni bilo uradno tekmovanje. Ja, mislim, to ni bilo uradno tekmovanje. Mislim, da se tudi to ne bi smelo šteti kot svetovni rekord. Čeprav, mislim, 200 metrov je skočila ženska, tako da se šteje mogoče kot rekord, ne, ampak ni pa uradno, tako. Ni pa uradno. Nikaj Križnar je uradna svetovna rekorderka, to je. Vsaj po najni oceni. Tako po najni oceni. Je pa brez dvoma nova slovenska rekorderka, to pa si dvoma. To pa nekaj ni dvoma, ja. Še na letala sem spustila, da bo na. Mogoče drugo sezono. Ja, recimo zdaj po tem, kar si videl na teh, od skakavk na tej tekmi, pravič v največji običajni skakalnici, koliko skakavk misliš, da bi lahko šlo zdaj leteti v tem trenutku? Ja, rekel bi Kramerjeva, Križnarjeva, Yuki Ito, in to je to. Mogoče Althausova. Ne vem, 5-6 mogoče. Ja, v moje oceni sicer zdaj nekako podcenjujem, ampak no, se tudi kakšna Slovenka, ta Ema Klinec bi mogoče lahko šla. 10 bi si jih mogoče lahko šla, no. Da bi bilo vse skupaj dosti varno. No. Ja, ker sva zadnjič malo kritizirala, ne, da bi se lahko ženski skoki malo hitreje razvijali. So zdaj po tem, kar smo videli, pa eni sami tudi lahko razumemo vodjo svetovnega pokala, da se pa malo vseeno boji in hoče prehitevati stvari. Ne? Ja, da mogoče tudi smiselno, čeprav bi rad videl, da čim prej načem še skakalnica. Bilo res zelo zanimivo gledati, ampak očitno res še ni. Da bi imel sploh smisel tekmovanja speljati z 10 skakalkami. Že tudi, če vemo, da je bilo že v bistvu tudi že letos jih je bilo, mislim, že prejšnji vikend jih je bilo 28 vse skupaj v Vilniusenu. Ja, na prvi tekmi, na drugi pa celo še 4 manj, ker je šla avstrijska reprezentanta v karanteno. Tako je. To pri fantih je bilo pa 47. Tudi rekord, mislim, drugo najmanjše število se mi zdi. Tam 90 jih je bilo, mislim, največ jih je bilo pa 44, tako je. Ja, to je verjetno posledica tega, da so olimpijske igre pred vrati. Da se pripravljajo to. Ni da bi bojkotirali Vilnius. Je pa to smo pokomentirali, načeloma ženske tekme, včeraj bomo moških, prva tekma. No ja, sicer moralo bi se dotakniti zdaj še druge tekme žensk, ne. Ko je zmagala Nika Križnar. Ko je zmagala Nika Križnar, ja. Omenila sva njen rekordni skok, glede na to, da je bila samo ena serija, se je izkazala za dovolj za zmago. Je pa res, da sva omenila, da ni bilo Marite Kramerja na drugi tekmi. Ja, ki bi verjetno skočila tudi tam nekje, če ne še kaj gleda. Ampak ne bomo nič zmanjševali uspeha. Ja, ne bomo sploh. Nike, ne. Zmagala, kaj pa zbolela Kramerja? To je tako kot tiste trojne zmage Slovencev v Saporu. To je mi kriv, da ni konkurenca prišla. Tako je, tako. Ja, v bistvu, če sem pozabil spet, da je bil drugi in tretji na drugi tekmi pri ženskah, Ja, to se pa tudi jaz iskreno ne spomnim. Da, je zmagala, drugo ni pomembno. Zdaj, malo smo se dotaknili te mešane ekipne tekme. Zdaj skakali so seveda tudi moški, tudi oni so imeli 2 tekmi, prva je bila skrajšana, druga v 2 serijah. Ja, sploh prva je bila, kar se mene tiče, na meji regularnosti, se strinjaš? Se strinjam, prva tekma je zelo na meji regularnosti. Bile so tudi kar nekaj par žrtev, med drugim tudi Lanišek, pa Zajcec. Stavila pa Kos pa je 7, kar je v bistvu v redu rezultat. Ja, sploh za Jelarja, ne? Ja. Prvič tako visoko, ne? Ja. Zmagal je pa Kobayashi, in je v bistvu prevzel takrat vodstvo v skupnem seštevku pred Geigerom, ki je bil 19 ali 20. Čeprav je pa zdaj Geiger na drugi tekmi, ko je bil drugi. Tako je. Ko je bil drugi, je nazaj pridobil rumeno majico in vodi za 3 točke. Ja, tako da. To bo verjetno res dvoboj do zadnjega poleta v Planici. Ja, zdaj... Škoda, da je ravno Lanišek tam padel v neko najslabšo luknjo, bomo rekli, glede vetra. Zdaj, mnogi so se jezili, Jelko Gros je bil vodja, tehnični delegat te tekme, ampak so rekla, da bi bilo malo prekruto, da ga zdaj takoj obtožijo, da je Laniška poslal slabe razmere, ker to je bolj kompleksno, to, kdo odloča. Ja, mislim, da Borek Sedlak daje zelene luči, mislim, da je on. Jelko Gros, ne vem v bistvu, kakšna točno je vloga tehničnega delegata. Vem pa, da Borek Sedlak določa koridor in pa daje zeleno luč. Mislim, da
da je temu tako. Mogoče je, kdaj je povabil skoke, pa se mu ne smemo zameriti naprej. Tako je, kaj ga ne kriviva naprej. Ja. Zdaj druga tekma je potem bila v 2 serijah. Čeprav smo upali, da bo dobil Panda, da bo po prvi seriji konec, ker je cene prej zanesljivo vodo. Ne? Ampak, mislim, tudi s prvimi stopničkami njega smo zadovoljni, tudi tam sem zadovoljen. Prvi skok je bil res fenomenalen, da je super. Škoda je res, da je bila druga serija, da je veter zdržal, da veter ni zdržal. Ampak prav hotel sem še povedati, da se mi zdi, da se je prvi zgodilo, da imajo vsi 3 bratje v eni družini, da so bili vsi 3 na stopničkah v svetovnem pokalu. Da so bili 3 bratje na stopničkah v svetovnem pokalu, mislim, da je to prvič. Vem, da Džonširo pa Juro Kobayashi imata oba stopnička že, ampak da so bili pa 3 bratje, vsi 3 pa ne vem, če se že kdaj je to zgodilo. Ja. Se v bistvu niti ne vem, a so daj sploh 3 bratje skakali razen Prevčevi v svetovnem pokalu. To je zdaj, ja. To je vprašanje. Če je kakšna trojica bratov, treba še raziskati. Ja. Jaz se spomnim samo, kaj je še Hautameki. To sta verjetno najbolj legendarna brata še vedno. Mati pa Jusi. Jusi. Drugih bratov se pa ne spomnim v bistvu. Ja, pa zdaj, ko so rekli Džonširo pa Jojo. Zdaj pa mogoče, po mojem ne več daleč, ko bo še tudi Nika Prevc skočil na stopničke in bo celotna družina na stopničke v svetovnem pokalu, to pa mislim, da se ni še zgodilo. Se tudi verjetno ne bo še zlepa, ja. Ampak Nika Prevc pa ima realno možnosti, da pride na stopničke. Ja, zanimivo je, kako je cela družina res skakalno, tudi oče je opet v skake. Ja, on je v bistvu zdaj sodnika. Ne vem, kako je bil on uspešen kot skakalec, ampak kot trener je pa v redu, oziroma kot tisto, ko producira skakalce, je pa v redu. Zdaj... V bistvu, če se dotakneva Marite Kramara, v bistvu ženska je res zelo nesrečna. Zelo nesrečna. Ja, ko smo omenili že v enem prejšnjih oddaj, v lanski sezoni je ravno COVID, ki v bistvu sploh ni bilo dokazano, ali je v resnici res bila pozitivna, na enem od testov je bila, na drugih ne, ampak je vseeno morala spustiti te zadnje tekme in potem, sicer se ne pritožujemo, da je to potem pomenilo, da je Nika Križnar dobila globus, ampak če smo čisto iskreni, je bila Marita že lani dominantna skakalka. Ja, mislim, da je tudi lani, če bi skakala, bi verjetno ohranila, tudi če bi Križnarjeva zmagala, verjetno Kramarjeva ohranila prednost, da bi ona v bistvu dobila kristalni globus. Ja, in zdaj povrh vsega je pa ta isti COVID, ne isti, verjetno kakšna druga različica. Verjetno Omikron, ja. Vzdevšen vstop na olimpijskih igrah. Ker je tudi verjetno bila prva govoritvanja za zlato medaljo. Za me prve 3 pa sigurno. Res punca nima sreče. Ampak bo pa mogoče čez par let, ima še časa. Bože. Zdaj bi prav prvoščil. Ja, res, zdaj pa si pa res, se mislim, da je letos v skupnem seštevku veliki kristalni globus ne uide, tudi če bo še kdaj pozitivno. Ja, tudi mislim, da je res konstantno skače. In če kakšno tekmo daj spusti, mislim, da ni prektirane krize. Ja, mislim, da je več kot polovico letošnjih tekem dobila, če sem pročil. Ni bilo veliko tekem. Ja, mislim, da je bilo 12 tekem, če se ne motim, pa je 6 dobila, mislim, da to je točno pol. Zanimivo. Drugače moram še povedati, da sem izvedel, da so skakalci in skakalke vsi prispeli v to olimpijsko vas, da so vsi negativni, da enkrat kaže, vse, kar se tiče slovenskih skakalcev, je vse v redu. Se pravi, to samo za Slovence govoriš? Ja, za Slovence govorim. Ampak za Slovence skakalke in skakalce je vse v redu, vsi negativni, da so vsa ta kontrola popravljena. Ja, upajmo, da bo res COVID čim manj vplival, da ne bi bili na koncu bile to COVID-ne igre, ne olimpijske igre. Ne bi se pritoževal, če bi naši skakalci ostali, da bi skakali 4 Slovenci. No, mislim, da za tak medal pa bili ne bi veselili, no. Mislim, bi se jih, ne, ampak take podarjene bi bilo v bistvu. Ja,
Zanimivo je, da recimo našemu najboljšemu smukaču letos, Martinu Čatru, če gremo malo iz okvira skokov, je COVID že odnesel olimpijske igre, pa je bil pravzaprav edini naš moški smučar vedno, ki je v tem trenutku sposoben mogoče priti med deseterico, recimo. Tako da upamo, da bom pri skakalcih in skakalkah res več sreče. Mislim, da je tudi še tekačica, Urevc, da tudi ona je bila pozitivna. Aha, tudi nisem. Ja, tudi niso je COVID vzeli na samih olimpijskih igrah. Ni najboljša tam. Čeprav so stroga, tam so zelo strogi ukrepi, stroga pravila tam, Ja, so bojo olimpijske igre v državi, kjer se je začela, vsa ta gonja glede epidemije, tako da je kar pričakovanje, razumljivo, da so res zelo strogi in natančni. Ja, videl sem nekaj posnetek, ker so, ko jih testirajo, tam v skafandri, pa imajo čez stekle, samo na rokavice, z vsemi rokavicami, imajo čez stekle, po nosu pol vrtajo, da dvejo test, da se čez divje. Verjetno bo toliko enih testov in takšnih drugačnih testiranj, da... Ja, mislim, da vsak dan, vsak dan, zdaj mora biti dvakrat negativna, pa ne vem. Mogoče celo vsak dan dvakrat smo testirali, nisem pa prepričan. Drugače, imam še ena zanimivost, vedel sem tudi, da je v bistvu Dorjaki Kasai zmagal na nekem japonskem prvenstvu v Sapporu, da pred 40 leti še vedno zna zmagati, ugnati mladce. To ni bilo veteransko prvenstvo, to je bilo prvo prvenstvo. Ja, mislim, ni bilo državno japonsko prvenstvo, pa bilo je neka tekma, ker so skakali Kasai, pa 20-letniki neki. Da je to tam zmagal. Zdaj pa škoda, ko ne potuje na olimpijske igre kot skakalec, kot strokovni komentator. Tako da tam poboja. Zdaj, ženska tekma bo že zelo zgodaj, V bistvu že pravič v prvi dan resnih tekmovanj, bomo rekli, na igrah. Ja, v bistvu, da... Po eni strani mogoče dobro, da skakalke hitro skačejo, preden se razširi kak venac na žemetnik, ampak po drugi strani, da bojo pa pravično že, drugi, tretji dan iger, pravično lahko šle domov, je pa malo, Bi lahko malo razporedili to. Zdaj, v bistvu, po mojem, zdaj, ko ne bo Kramerjeve, bo tekmo postala bolj zanimiva. Ja, bolj odprta bo zagotovo. Da imamo kar precej, ki v bistvu še taka našijevo, po so pa že Slovenke, vse 4 teoretično. Ja, pa Adhausova je bila letos tudi. Pol kakšna Rožanka mogoče še preseneti. Drugo pa v bistvu ne vidim, da bi lahko. Ampak bolj pa opcija med 6 na res med eno. Pa škoda, da je samo v bistvu skačejo punce samo ena posamična tekma, pa še mešana. To je to, kar imajo. Vsaj še njihova ekipna tekma, mislim, da bi morala biti. Ja, mogla biti, ampak ni. Samo 5 kompletov medalj se bo podelilo, 3 pri moških, ena mešana in ena ženska tekma. Tako. Upajmo, da v naslednjih igrah je več. Vse ženske ekipne tekme bi še lahko bila. Ali pa vsaj je še najbolj skakalnica. Zdaj, mogoče en tak cukrček, statistični cukrček za konec. Če mogoče veš, koliko znaša najkrajši skok v planici v zgodovini. V bistvu, ko sem gledal ravno prej, mislim, da je 37 metrov. To je kakega Mađara? Mađara. Si zapomnil ime? Ne, nisem. Gabor Geller, Mislim, Gabor Geller, ja. 37 metrov. Na enega najkrajših skokov ima pa tudi, bomo rekli, kar legendarni Jakob Janda, ki je pristal leta 99 pri 68 metrih. Spomnil sem se tudi ime, mislim, da je Robert Mateja, je tudi skočil v planici, tudi tam nekje pri blizu 68 metrih pristal. Poljak, ne? Poljak je Robert Mateja, ne je Poljak. Mislim, da je Čeh. Ja, mislim, da je Poljak. Ampak že smo ga kar malo pozabili. Ja, se je že staro. Čeprav najbolj tako legendarno ime, pa en Finc, Ville Kante, to je tako ime je legendarno, da... Tako tudi Harry Wall je bilo tako, si simpatičen. Ja, ampak Ville Kante, to je... To sem mali, ne vem, stari 7-8 let, da smo imeli Ville Kante.
V bistvu, še razlagal sem še ene zanimivosti, kdo ima največ zmag v celinskem pokalu. Aha, to smo tudi v bistvu gledali pred tekmo. No, ne da bi se zdaj hvalil, ampak jaz, ko pomislim na celinski pokal, pomislim na Avstrijca Fetnerja in ni presenečenje, da je Fetner rekorder po številu zmag. Mislim, da ima 21 zmag ali 22. Me pa recimo veliko bolj presenetilo, da je na drugem mestu pa že nas Robert Kranjec, mislim, da z 18, 19, nekaj takega. Tako, mislim, da preden so skakalci v svetovnem pokalu, pač je že neka standardna praksa, da si preko celinskega pokala priborijo nastop na svetovnem pokalu. Ni presenečeno, da ima taki skakalni asi veliko zmag v celinskem pokalu. Ja, so pa tudi nekateri pa že v bolj pozni fazi tudi kdaj šli recimo na kak trening na celinski pokal. Pa če so bili v slabi formi s tem pokal, so šli v celinski pokal trenirati. Recimo tudi mislim, da ima Peter Prevz 10 zmag v celinskem pokalu. Tudi mislim, da od teh, ki zdaj skačejo v vrhu, mislim, Mate Huber in Ašovat veliko zmag. Nasploh Avstrijci dominirajo tudi v celinskem pokalu. Zanimivo. Recimo naš Roki Ustin ima 10 zmag. Avstrijci in Slovenci smo v celinski pokal. Ja, v bistvu res. Pa naši Norvežani se še najde, pol pa zmanjka počasi. Mislim, da smo povedali v bistvu vse. V bistvu sva, Danes bomo malo krajši. Tokrat so malo krajša, ker smo tudi malo bolj improvizirali, bomo rekli. Pa tudi v bistvu... Se nimamo kaj dodati, ne? So naši skakalci vse pokazali na tekmah, ne? V bistvu, ja. Ne, se samo tako nadaljuje na olimpijskih igrah. Ja, to je to. Ja. Ne bi me nič proti na teh 5 tekmah, 2 zmagi, 2 tretji mesti spet. Ja, tudi mene ne bi možda. Mešana ekipna zmaga bi bila... V bistvu pričakujem, v bistvu. A bi mogoče zdaj dvignil kaj pričakovanja, ko smo nam povedovali skakalne medalje zadnjič, so zrasli malo apetiti zdaj? V bistvu niti ne. Sem vedno dosti v bistvu tak. Če bo, ampak prav na mešani ekipi nekaj pa pričakujem medalje. Ja, jaz moram reči, da bi bil kar malo razočaran, če ne bo zlata na mešani ekipi. Ja, tudi jaz. Čeprav konkurenca bo huda. Ja. Kad se bo huda, sploh če daš Japoncem, Takanaši in Kobayašijevo je potem... Mislim, da bo med Slovenci in Japonci za zlato. Tudi jaz nekako tako mislim, ja. Potem pa za bron, pa Avstrijci, Nemci, Norvežani. Nekaj v bistvu. Pa v bistvu mogoče tudi Lanišek, ki je v bistvu bil, ni imel najbolj uspešnega vikenda, razen na mešanih tekmah, kako solidno. V bistvu mogoče malo, mislim, da je imel mogoče, da ga je malo prizemljilo, da ne bo preveč pričakoval samega sebe, da bo lepo mirno, da bo lepo, da mora biti zabran, da poskoči tako znajo, mogoče tudi kakšna medalja posamečna z njegove strani. Vemo, da lani je imel na svetovnem prvenstvu 3. v Oberstdorfu, tako da se zna zbrati za velike tekme, mislim, da tudi njega pričakujemo dober rezultat na olimpijskih igrah. Ja, jaz tudi mislim, da ni razloga za preplah, ne pri njem. Res, da je imel na prvi tekmi je bil žrtev slabih razmer, treba reči. Na drugi potem ni blestev, ampak je pokazal dovolj konstantnosti letos. Ja, mislim, da bi mogel biti. Čeprav en izmed, kar se tiče slovenske reprezentance, glavnih orožij za medalje na posamečni tekmi, poleg mešane ekipne tekme. Zdaj tudi ekipno Slovenci bi lahko znali moško konkurenco tudi po kakšne medalje posegli. So v bistvu že zmagali na zadnje, tako konkretno. Mislim, da tudi ekipna kakšna medalja. Mogoče celo 3 medalje dobiva v skokih. Ja, jaz sem kako moram reči, da 2 pričakujem, ne zdaj, da nekomukoli nalagam pritisk, ampak na mešani ekipni tekmi in vsaj eno na ženski posamečni tekmi pričakujem. Zdaj, kar pa bo več, pa bomo verjetno lahko še toliko bolj zadovoljni. Po konkurenci bomo pa verjetno na vsaki tekmi. Če pa da je 5 kompletov, zato bi 5 medalj pobrali. A bo tudi kako več? Ja, tudi kako več, ampak če je 5 pri skokih. Kje pa še druge, recimo, že nas spet iz okvira skokamo, da bomo podaljšala ta video. Sej, smo tudi že enkrat razpredali, ne vem, naši... Zdaj, jaz nekako mislim, da Ana-Marija Lampič vsaj v tistem sprintu, ki je bolj pisal na kožo, bi lahko posegla po medalji, sodeč po formi tudi letošnji.
naši deskarji recimo ne gre nikoli odpisati, če letos mislim, da nimajo nobenih stopničk v svetovnem pokalu. Oziroma ima ene masne. Žan Košer je žrtev COVID-a. Ne. Ne vem, tako da ne vem, iskreno izven okvirja skokov ne pričakujem ravno kaj veliko od teh iger. Tudi jaz ne. So jo samo vas pritisk na skokih zdaj. Ja. Sploh smučarske reprezentance mislim, že dolgo niso imeli tako skromnimi pričakovanji. Hokejistov ni. Hokejisti, tudi če bi bili, ne bi bili po medalji presegali. Ja. Težko je premagati ZDA, Kanado, Finsko, Švedsko, Češko, te vele sile. Tako da, to se je res že pasi težko sploh uvrstiti na olimpijske igre. Tako da vprašanje, če bo v bližnji prihodnosti spet uspelo. Dvakrat zapored imeli, spet nek svoj vrsten uspeh. Kaj pa mogoče nosilca zastave slovenske so te presenetila, Žan Košir in Ilka Štuhec? V bistvu se Žan Košir ne bo nosil, ker je zvolil. Zdaj ne vem, kdo je namest njega. Ja, nisem zasledil. V bistvu sem iskreno, ne vem, kako se določeno se zastave, ampak mogoče bi bilo v bistvu najboljše, da Peštis, ker je najbolj uspešen športnik v tistem trenutku, da bi ti nosil zastavo. Ampak drugače pa se... Ja, imam čutek, da gre tu bolj za neke bomo rekli, dolgoletne zasluge. Žan je prejemnik medalj, že na velikih tekmovanjih, tudi na olimpijskih igrah. Ilka prav tako. Ja, je res. Mogoče to je. Mogoče že, da športnikom z olimpijsko medaljo zastaviti. To je. Mogoče pa čez 4 leta Lanišek pa Ema Klinec recimo. Recimo, uvedli. A pa Bogatajeva, v bistvu zdaj, ko so sam na manj skakalnici, mislim, da je Bogatajeva bolj sposobna medalje biti kot Klinčeva. Tudi Klinčeva je v bistvu svetovna prvakinja bila lani. Ja, mislim, nobena od naših skakavk ne bi kar opisoval. V bistvu 4 skakalke, ko so sposobni skočiti, nove razmagovalke. Čeprav zdaj 3 sigurno, Klinčeva, Grižnerjeva, Bogatajeva, sigurno za Špela Rogel, pa tudi tako. Verjetno ima manj možnosti, ja. Mislim, da gre pri svaka. Ja. Mislim, da je mogoče celo edina tekma, na kateri mogoče, da imamo nižje pričakovanje, moška tekma na manjši skakalnici. Ja, tam mislim, da ni toliko pisano na kožu našim, da naši se bolj znali, da imajo radi večje skakalnice. To je res, pa če si v dobri formi, ti skakalnice nima veze, da je mehna, velika ali kakšnekoli. Ne, bomo videli, kaj bo. Ja, pustimo se presenetiti, ne upamo na najboljše. Lanišek je na mali bil bronast, ne, v Oberstdorfu, se spomniš? Ali na velike, zdaj? Pa ne vem, če bo res na mali. Mislim, da je bil na mali. Nisem pripričal. Špel bil lani, pa sem pozabil, ne? Kakšna fena skokov sva. Ampak je bilo kar nekaj tekmo že vmes, pa je bilo spomen. Videl smo že v letih. Ja, tako. So že osivela, tako da. Govori zase, Ja, v bistvu, najbolj se zdaj pa res poslušali. Ja, zdaj pa mislim, da sva res izčrpala, kar je bilo za ta teden. Hvala za vašo pozornost in spremljajte naju tudi naslednji teden, ko upamo, da bo že poročalo o kakšni slovenski medalji iz Pekinga. Hvala in lep pozdrav. Nasvidenje.